Blagoslovljene velikonočne praznike vam vsem skupaj nocoj želim. Radost nad stalim zveličarjem in duhovno veselje nad prerojenimi božjimi otroci danes preveva vso zemljo. Velikonočni čas se je praktično že začel na Veliko soboto in bo trajal vse tja do sobote po binkoštni nedelji. Kot vsako leto pa je tudi letos povsod prisotna aleluja, vzklik veselja. In če je bil postni čas kot nekakšna slika utrudljivega življenja na zemlji, je velikonočni čas gotovo slika večnega veselja, ki nas čaka v nebesih. Radostno pa je bilo tudi po cerkvah naše dekanije. Velikonočna nedelja je premakljiv praznik, ki ga leto za letom obhajamo na prvo nedeljo po pomladanski luni. Obenem je to tudi najstarejši praznik vesoljne cerkve, s katerim naj bi se začelo novo življenje. Lansko leto smo veliko govorili o tem, kar sodi k prazniku velike noči, zato bom letos raje nekaj besed povedal o nedeljah po veliki noči. Prva povelikonočna nedelja je bela nedelja ali osmina Gospodovega vstajenja. Izstopa pa predvsem apostol Tomaž in v evangeliju slišimo sklepno sporočilo spoznanja in obenem blagoslova. Srečni, ki niso videli, pa vendar verujejo. Druga povelikonočna nedelja je nedelja dobrega pastirja. Ta dan je tudi maša na svetem Primožu. Od smrti vstali Gospod stopa pred svojo čredo in nam govori: Jaz sem dobri pastir, ki pozna svoje ovce in one poznajo mene. Zelo slovesno so to nedeljo praznovali prvi kristjani. Tretja povelikonočna nedelja je nedelja Gospodovega slovesa. Zveličar nam v evangeliju pravi: Še malo sem med vami in potem me ne boste več videli. Od te nedelje dalje se bogoslužje že nanaša na prihajajoče Gospodovo vnebovzetje in binkošti. Četrta povelikonočna nedelja pa nas že tolaži z obljubo, da tolažnik spet prihaja. Spet bo namreč prišel, da nas odreši.
Peta povelikonočna nedelja je prošnja nedelja. Gospod pravi: prosite, pa boste prejeli in vaše veselje bo popolno. Peta povelikonočna nedelja je prošnja nedelja. Gospod pravi: prosite, pa boste prejeli in vaše veselje bo popolno. Šesta povelikonočna nedelja nas pripravlja na prihod Svetega Duha na binkoštni praznik. Tako se dopolnjuje Gospodovo delo, ki ga odslej vrši po milostnem delovanju Svetega Duha širna vesoljna cerkev po vsej zemlji do konca sveta. Sedma povelikonočna nedelja pa zaključuje velikonočni čas, katerega skrivnost Božjega vstajenja naj bo močna opora naši veri. In če Gospod ni vstal, potem je naša vera ničeva. Naj dobi ta osnovna verska resnica dovolj odmeva v naših srcih, ki naj skozi vso velikonočno dobo veselo vzklikajo: Preden pa se nocoj poslovim, pa sem vam dolžan še odgovora na vprašanje iz moje prejšnje oddaje nad Cvetno nedeljo, v kateri sem prikazal zelo veliko butaro, ki so jo naredili in postavili farani iz Šmartna v Tuhinju. Po posnetku sami lahko vidite, da je merila natančno 22 metrov in 5 centimetrov. Na naš naslov je prišlo veliko pošte, v katerih ste nam voščili vesele velikonočne praznike, za katere se vam najlepše zahvaljujem. Odločil pa sem se, da ožji izbor za žrebanje sprejmem samo tiste mere, ki so se gibale od 22 do 22 metrov in pol. Vi ste namreč napisali mere od 20 pa do 28 metrov. In tukaj imam že te izbrane. Nagrado pa bo prejel ali prejela. Velikonočna butarica je bila dolga, no ta butarica je bila res prava butara, dolga je bila 22,20 metrov. Ja, poslala pa nam je odgovor Vesna Zore, Medvedova 44 Kamnik. Torej, nagrajenka nocojšnje oddaje je Vesna Zore. V teh zadnjih 4 oddajah pa ste lahko slišali tudi nekaj novih in svežih posnetkov z kasete pod naslovom Glejte, sejavec gre sejat, na kateri je 14 melodij na temo evangelskih prilik postnega in velikonočnega časa. Kasete lahko naročite ali kupite v vašem župnišču. Avtor pa je znani župnik iz župnije Šmartno pri Ljubljani, gospod Franc Juvan. In tudi gospa Vesna Zore bo za nagrado dobila to novo kaseto. Toliko za nocoj. Ker je imela domača cerkev ta teden veliko dela, se spet vidimo v maju. Do takrat pa z Bogom.